Prav lep dober večer in lep pozdrav. Moje ime je Irena Rimc-Voglar, prihajam z osnovne šole Velika Doljina, dopolnjujem tudi na osnovni šoli Cerklje ob Krki in sem učiteljica angleščine in nemščine. Danes vam bom predstavila spletno učilnico Google, čeprav sem prepričana, da jo marsikdo od vas že pozna in uporablja. Najprej se bomo sprehodili skozi osnove, potem vam bom prikazala spletno učilnico, ki sem jo ustvarila za današnji webinar, in v to učilnico vas bom kasneje tudi povabila kot učence, tako da boste lahko sami malo sprobali. Spletna učilnica Google je meni osebno zelo prijazna. Torej, njene prednosti so, da je zelo prijazna uporabniku. Je pregledna in se da zelo dobro organizirati. Ena od prednosti je tudi ta, da je povezana z drugimi spletnimi aplikacijami, kot so GoFormative, Quizlet in Nearpod. Torej, če v teh aplikacijah ustvarite nalogo, jo lahko direktno prenesete v spletno učilnico Google. Ni treba nobenih teh gumbov za share in za delitev uporabljati, enostavno jo objavite v spletni učilnici Google. Hkrati z učilnico lahko uporabljate tudi vse Googlove aplikacije. Spletna učilnica je uporabna seveda tudi v nekoronskem času. Jaz sem jo odkrila pred 2 leti in jo uporabljam za nadomeščanje. Če manjkam, recimo, če me nisem odsotna, potem učencem v spletno učilnico Google naložim določene naloge. Tako lahko tudi preverim sproti, če so že kaj naredili, dam noter kakšne razlage, spletne naloge in pa projektna dela tudi tam objavljam. Dostikrat objavim oziroma naložim v spletno učilnico tudi sestavke, eseje, ker jih tako bistveno lažje popravljam. Ena od slabosti, več jih jaz nisem našla, mogoče je od vas kdo drug tukaj kakšno slabost, če najdu, je morda samo to, da je uporabna samo z Google računom. Se pravi, če nimate Google računa, ne morete sodelovati v spletni učilnici niti kot profesor, niti kot učenec. Kaj se lahko počnemo v spletni učilnici? Delimo gradiva, objavljamo gradiva, zdaj je bilo to sploh zelo dobrodošlo v koronskem času, da smo lahko posneli kakšno razlago in jo objavili, da so učenci si to kasneje pogledali. Dodeljujemo naloge, popravljamo, ocenjujemo naloge, komuniciramo z učenci in učenci lahko sodelovalno delajo, ker so na voljo Googlovi dokumenti in mi lahko odpremo dokumente, ali posameznim učencem, ali kar celi skupinici in lahko tam noter sodelovalno delajo. Torej, kar nekaj prednosti. Verjamem pa, da vsak najde še kakšno dodatno reč, ki jo lahko noter počne. Torej, če začnemo čist pri začetku samem, kako dostopate do učilnice, v brskalniku Google, v zgornjem, seveda se morate prijaviti z vašim računom, to najprej, in ko se prijavite z računom, gor najdete teh 9 pikic. Kliknete na eno na teh 9 pikic in se vam odpre nabor vseh Googlovih aplikacij. Ena od aplikacij je tudi Google Classroom, Google učilnica. Jo najdete spodaj. Lahko jo prenesete potem gor, kako so razvrščena, to lahko vi sami določite. Torej, ko kliknete na učilnico, se vam če niste ustvarjali nobene spletne učilnice in tudi niste kot učenec udeleženi v nobeni, potem je ta stran popolnoma prazna. Tu zgoraj imate plusek, kliknete na ta plusek in potem lahko začnete ustvarjati. Če učilnice že imate oziroma ste kot učenec ali gostujoč učitelj vpisani v kakšni učilnici, se vam pokaže seznam. In novo učilnico, kot rečeno, ustvarite tako, da kliknete na ta plusek tu zgoraj. Ko kliknete na plusek, se vam odpreta 2 opciji. Ena od njih je ustvari predavanje, kar pomeni, da ustvarite s tem novo spletno učilnico. Predavanje, oni so pač prevedli spletno učilnico kot predavanje, v bistvu gre za učilnico, za ta prostor, kjer pač delate in ustvarjate. Druga opcija je, pridruži se predavanju.
To opcijo boste potem vi uporabljali, ko vas bom povabila v spletno učilnico, oziroma to opcijo uporabljajo učenci, ki se v spletno učilnico vpišejo s kodo in ne preko svojega Gmail naslova. Tako, in ko kliknete na ustvari predavanje, se vam odpre najprej tale maska, to je maska za te splošne nastavitve, čisto za uvod morate poimenovati svojo spletno učilnico. Tu imate 4 možnosti, tako da lahko zelo dobro strukturirate to učilnico, jo poimenujete, določite šolsko leto, razred, oddelek, karkoli, ne. To je prepuščeno vsakemu posamezniku, kako si svojo učilnico želi organizirati in poimenovati. V teh glavnih osnovnih nastavitvah je naslednja zadeva, so naslednja zadeva splošne nastavitve. Tu v teh splošnih nastavitvih najdete desno kodo predavanja, s katero lahko učenci vstopijo v spletno učilnico tako, da se vpišejo s svojim Google računom in pritisnejo tisti plusek in se s to kodo vpišejo noter, kot sem prej pokazala. Tu je puščica, tu lahko kodo spremenite ali jo pa tudi onemogočite, če sploh ne želite imeti. Tukaj spodaj je tok. Ta tok pomeni v bistvu tako eno časovnico, tako kot smo navajeni v teh socialnih omrežjih, pomeni, da se kronološko nizajo vaše objave, naloge, karkoli boste pač objavljali v spletni učilnici. Tu se spet odpre nabor enih možnosti, ki jih lahko izberete, in sicer, da učencem dodelite pravice, lahko oni objavljajo in komentirajo, če se odločite, lahko le komentirajo, lahko samo učitelji objavljajo, komentirajo. Mislim, da je prav, da jim dodelite pravice, saj je samo jim, da objavljajo in komentirajo, ker na tak način seveda sodelovalno delajo, a ne. Pa če sem pol pri teh splošnih nastavitvah pomaknemo še malo nižje, se nam odpre tale maska za določitev načina ocenjevanja. Tu lahko določite, da vam bo določil Google sam učilnica celoten izračun ocene. Se pravi, vi boste določili kategorije, lahko na teste, projekte, sestavke, to je pač od vas spet odvisno, ali po skupnih točkah, ali pa uteženo po kategoriji, se pravi na procente, a ne. Torej, vi lahko vsako nalogo, ki jo boste ustvarili v Googlovi učilnici, ocenite posamezno, lahko pa se tukaj nastavite, da vam bo Google računal skupno oceno vseh nalog, ki jih lahko seveda razdelite na različne kategorije, teste, projekte in sestavke. Bom pokazala pol na enem konkretnem primeru. Tako, in ko ste določili splošne nastavitve, potem lahko uredite še prvo stran. To je prva stran. Tej strani lahko določite temo, zberete eno izmed ponujenih tem ali pa naložite svojo, tako da prenesete neko fotografijo. Jaz sem dala za moj razred, ki sem razrednik, recimo kar njihovo fotografijo kot pač fotografijo tele spletne učilnice. To je zdaj prva stran. Tu zgoraj je tale zobnik, če ga kliknete, se vam bodo odprle te nastavitve, ki jih lahko potem kasneje tudi spreminjate. Torej, kode, kdo lahko objavlja to, kar sem prej razložila, ne. Te nastavitve se nahajajo tukaj pod tem zobničkom. No, in tu smo že na prvem zavihku, vidimo, da imamo 4 zavihke, tok, to je ta stran, kjer poteka komunikacija in kjer se kronološko nalagajo vse objave, ki jih pač ustvarite. Naloge, vprašanja, komunikacija, vse. Drug zavihek je delo na predavanjih. No, to je ta osrednji del tele naše spletne učilnice Google, kjer poteka delo, kjer dodeljujete naloge, popravljate, skratka, to je ta učilnica, vse ostalo so pa še nekako spremljevalne strani. Tu ustvarjate naloge. Zdaj, če kliknete tu zgoraj, na tole, kar je rumeno obarvano, se vam ta stran odpre, zgoraj imate eno novo okno Ustvari in tukaj, če kliknete to, se vam odpre nov meni in lahko ustvarjate nalogo s kvizom, vprašanje, naložite gradivo, ponovno uporabite objavo in čisto spodaj je tema. To je prva stvar, ki jo jaz običajno naredim.
da ustvarim temo, ki potem dodeljujem eno od teh nalog. Teme so recimo lahko različne, a ne? Bralno razumevanje, slovnica, karkoli domače naloge. Zdaj sem jaz te teme poimenovala kar prvi teden dela na domu, drugi teden dela na domu, potem pa mogoče sestavki. Pač poljubno glede na vaš predmet in glede na to, zakaj boste učilnico uporabljali. In ko imate enkrat temo, po tej temi dodajte naloge tako, da spet kliknete na plusek in potem eno od nalog ustvarite in jo dodelite tej temi. A ne? Recimo naloga, če boste ustvarili nalogo, se vam spet odpre nova stran, date tej nalogi lahko naslov, napišete izčrpna navodila, kar je za učence zelo pomembno, imate dovolj prostora. In potem, ko vpišete, kaj želite, da učenci v tej nalogi upravijo, mi lahko dodate poljubno še kakšen dokument iz Google Drive, povezavo na spletno stran, naložite datoteko iz svojega računalnika z dodatnimi navodili ali pa naložite YouTube posnetek. To lahko dodate, lahko pa nič ne dodate, ne? Lahko pa pustite, da recimo, če je sestavek, a ne, da učenci sami dodajo prilogo, lahko pa jim prilogo tudi ustvarite. Odprete en nov Google Drive dokument, predstavitev, preglednice, risbice in obrazce. A ne? Če boste vi za njih ustvarili Google dokument v Driveu, boste tudi med tem, ko bojo oni že karkoli vnašali v ta dokument, imeli možnost vpogleda v to. In jim lahko že med tem, ko delajo, preden oni oddajo, med tem, že ko oni delajo, lahko že kakšne komentarje zraven napišete. Ne? Ko boste vse to končali, boste potem še dodelili nalogo določeni spletni učilnici razredu, ali bo to kar ta razred, ali mogoče katerem drugem, ali pa kar večjim naenkrat, tudi to je možno. Potem se boste še odločili, katerim študentom, lahko vsem, lahko pa samo določenim. Ta opcija je meni zelo všeč, ker lahko tukaj tudi diferenciram. Dam eni skupini učencev določeno nalogo oziroma navodila, ki jih dodam, drugim pa drugačno. Ne? Se pravi, ta opcija, da dodeljujete različno nalogo, lahko več nalog naložite in jih pač dodelite različnim študentom. Ne? In tu je ta možnost te diferenciacije. Ko boste določili, komu je naloga namenjena, boste potem določili še oceno, lahko pa pustite tudi neocenjeno, to je vaša pač izbira. Na koncu lahko določite še rok. Te roki se vam bodo potem na začetku spletne učilnice izpisovali in opozarjali vas in učence, kdaj prihaja rok za dokončanje določene naloge. Nalogo dodelite temi, tako kot sem prej povedala, ki ste jo že prej ustvarili, potem jo pa tej temi dodelite. Zelo dobrodošla je tudi tale možnost rubrika, poimenovanje nam ne da takoj vedeti, zakaj gre, gre pa, da tukaj določite kriterije za neko dodeljeno nalogo. Zelo natančno lahko dodelite kriterije. Recimo pri nekem sestavku vsebino in kaj zahtevate za vsebino, ki ima vse točke, recimo 5, kaj 3 in kaj 2, potem lahko določite kriterij za besedišče, za slovnično zgradbo besedila in tako naprej. Se pravi, tu pod rubriko bodo učenci točno vedeli, kaj morajo narediti, da dosežejo določene točke in kaj kriterij od njih zahteva. Na koncu, ko se to določite, pa nalogo dodelite učencem. Tudi tu spet, kot sem rekla, se lahko odločite ali vsem študentom ali samo nekaterim. Tako, torej, vi potem temi, ki jo določite, dodeljujete različne naloge. Zdaj smo si pogledali eno nalogo, ki ji lahko dodelite različne priloge. Zdaj si pa poglejmo še, kako izgleda naloga s kvizom. To je pa ta v bistvu Google obrazec. S klikom na to se vam odprejo Googlovi obrazci in to je ta kviz, ki ga verjetno poznate. Zelo poglobljeno se to danes ne bom spuščala, ampak to verjetno ste že kdaj počeli. To se da krasne kvize ustvariti.
in za ponavljanje, tudi za ocenjevanje. Primerno, če učenci vpišejo svoj e-mail in točno veste, od koga je kaj. Takole pa zgleda, recimo, če dodana in končana naloga, ko jo odprete in ko pogledate čez kakšen dan, dva, tla se vidi, kdaj je bila objavljena 17. marca. Tu se vidi, da sem nalogo dodelila 11 učencem, 4 so mi pa že oddali. Tako to zgleda, ne? Potem to nehitro, ko odprete nalogo, točno lahko pogledate, kdo je oddal, komu ste dodelili. Zdaj smo pa že pri ta tretjem zgornjem zavihku osebe. Kot že pač naslov tega zavihka pove, gre, da tu upravljate z vašimi kontakti. Vi lahko v vašo spletno učilnico povabite kolege učitelje, s katerim spletno učilnico delite, ki jo skupaj ustvarjate, ali pa samo morda za kakšno posvetovanje in pa dodajate svoje učence. To vse naredite tukaj pod tem zavihkom. Kliknete tu na tale plusek, vpišete učence z njegovim Gmail naslovom ali seveda z naslovom vaše šole, če ste se v Google učilnico registrirali kot šola, ker namreč obstaja ta možnost, da se vi z svojim osebnim računom ali pa da se registrirate kot šola. Tam imate potem malo več možnosti, malo več študentov, učencev lahko povabite in pa hkrati, ko registrirate učilnico, se vam avtomatično odpre tudi Google Meet, torej konferenca za spletne srečanje z učenci. Pa še ta zadnja rubrika, tukaj to so pa ocene, tu pa zdaj tukaj še ni nobena ocena, pač v tem mojem primeru. Tu se vam potem vsi učenci izpišejo, vsi testi, naloge, ki so bile dodeljene in vse ocene, ki ste jih dobili. Tako to zgleda. Zdaj, to je poskusna učilnica, ustvarila sem jo prav samo za današnji webinar in sva noter samo 2 učenca. Moram priznati, da kolega ni bil prav nič priden, že v soboto sem mu dodelila naloge, pa ni nič opravil, torej nima ocene. Sama sem nekaj rešila, ker sem na začetku, ko sem še se spoznavala za spletno učilnico Google, sem se kar sama povabila kot učenka noter, da sem potem nekatere nastavitve lahko spoznavala, spreminjala, da sem videla, kako to zgleda strani učencev. Tako, potem je pa v tem zavihku ocena, pa vse vidite, to je bil sestavek, ker sem ga tudi nekako, nalogo sem kategorizirala pod sestavke. Potem je bil tukaj en test, kako vam je všeč, pa sploh nima, nič ni ocenjeno in ni pod nobeno kategorijo dodano. Dosegla sem 60 točk, tukaj od 100, tukaj 80 od 100 in tukaj je splošna ocena, vidite? Mislim, moja, to je v povprečju predavanja, to je moja splošna ocena. Tukaj pa, ker sem sam jaz delala, še nihče drug, je tudi splošna ocena 72,5%. Tako. Učenec, ko vi dodate in dodelite nalogo, dobi po mailu tole sporočilo. Pozdravljeni, nekdo je pač objavil v predavanju, ki se imenuje Rokosklet učitelji, test. In potem on klikne in lahko vstopi. Ali pa, če ima ves čas kodo, potem pa s kodo vstopi. To sta dve možnosti, a ne? Tako kot sem povedala, že s kodo se pridružijo ali pa jih povabimo z naslovi. Če vstopijo s kodo, grejo ravno tako v Google brskalnik, kliknejo tale plusek in od 2 danih opcijo pridruži se predavanju. To jim na začetku povete navodila. Jaz sem celo posnela na začetku en kratek video z navodili, kako oni dostopajo v učilnico in kako dajo naloge, ker so imeli kar težave na začetku. Je že prav, da jim damo natančna navodila, da se s tem ne matrajo potem. In tako to zgleda pol pri njih. Tukaj stisnejo plusek, pridruži se predavanju in se jim odpre to okno, kamor vpišejo kodo, ki so jo dobili. To je tudi pogled z strani učenca. Oni pa nalogo dodajo tako,
No, na začetku smo imeli kar težave. Jaz sem dala nalogo, pa so oni meni pisali pol tele sestavke pod komentarje. Na to sem jih pol opozorila in takrat sem pol videla, da je prav, da jim naredim en kratek video vodnik, kako morajo oddati naloge. Tu, dodaj ali ustvari. Oni lahko naložijo svojega Google Driva ali svojo datoteko, lahko ustvari nov dokument. Zdaj, meni se je izkazalo kot najbolj praktično, da jim kar jaz dokument odprem, pa pol oni ga že tam imajo, ga že čaka in potem sam upisuje noter. Jaz pa hkrati lahko tudi že gledam, kaj vse so naredili, jim dajem kakšne komentarje, jih malo usmerim. Tako, zdaj to so bile osnove kot PowerPoint, zdaj vas bom pa praktično peljala skozi eno učilnico in vas tudi povabila v to učilnico, ker vas je verjetno danes kar veliko, jaz pa lahko povabim v eno učilnico samo 100 učencev, sem jih odprla malo več. To so zdaj moje predavanja. Vsaki jih imam, ta so narejena za današnji webinar. Kot vidite, tle se tudi vidi, koliko študentov je noter, a ne? Tu ustvarite učilnico ali se pridružite predavanju, jaz zdaj to ne bom ustvarila, ker so ustvarjene že. Takole. Tukaj je koda predavanja, se jo da lepo povečati, tako, in kopirati. In jo lahko potem tudi pošljete, to vam bom pa povečala, ko bom dejansko vas povabila, da se že vi vključite v spletno učilnico. Tu lahko zberete temo, jo spremenite ali pa naložite svojo fotografijo, potegnete z računalnika. In to je zdaj ta prva stran. Vidite, levo se že vidi, katere so prihodne naloge. Za nekatere je rok danes in za eno nalogo je rok jutri. Tako, tu so pa prikazane vse naloge sploh, ki so bile dane. Seveda, če jih je več, jih je potem tudi več na seznamu, ne? Tukaj se vse kronološko nalaga, kot sem rekla, in tukaj lahko komunicirate z učenci. Lahko dajte kakšno skupno rabo, kaj napišete, a ne? Poveste, kateri spletni učilnici želite to dati, ali samo te, ali si drugi, koliko študentom želite to sporočilo poslati, lahko to dodate kakšno prilogo in potem objavite. Jaz bom zdaj preklicala. Delo na predavanjih, ja, jaz sem tu ustvarila različne vrste nalog, ne, in eno vprašanje sem dodala, kako vam je všeč spletna učilnica Google. Če kliknem, vidim tudi desno, da je rok jutri, če se mi zdi, da bi še majčkeno kaj preuredila, imam možnost, da tukaj kliknem, pa nalogo še uredim, jo izbrišem ali kopiram, če rabim za kakšen drug namen. Tu že vidim, koliko učencem je bilo dodeljeno in da še noben sploh ni nič oddal, tukaj se pa lahko pokaže vprašanje. Takole. Pa konkretno vprašanje. Kako vam je všeč spletna učilnica Google? Potem podrazno, če ste nekako ugotovili, da bi radi premaknili, da vam je neka določena tema zdaj bolj pomembna, da bi jo dali gor, lahko to tudi počnete. Lahko gor pa dol premikate, a ne? No, zdaj nekako ne prime, zdaj pa bo. Podrazno sem dala navodila za uporabo spletne učilnice v Wordovem dokumentu, v navodilih, v YouTube posnetku. To je gradivo, a ne? To, kot sem prej pokazala, delo na predavanjih, če ustvarite, je bilo to gradivo. Vidite, vsak ima drugačen znak. Pa pokazala sem vam že tudi vprašanje, ne? Tu dol sem pa dala naloge. To je pa že prva naloga, vaš dan. Tako, in ko odpremo to nalogo, vidimo tudi, da ima rok. Tukaj so zelo kratka navodila. In ta naloga ima tudi rubriko. Torej, tej nalogi sem tudi določila kriterije, pa dajmo jih pogledati. Aha, določila sem 2 kriterija, lahko jih sicer veliko več določite, a ne? Vsebino in besedišče nekega sestavka, vaš dan. Za odlično dobite 5 točk,
pa seveda upišete ta kriterij. Vsebina je povsem primerna. Jaz sem zelo kratko opisala, lahko tudi nadletov naredite. Ne? Za dobro oceno recimo bomo dodelili 3 točke, vsebina je delno primerna in tako naprej do za nezadostno. Ne? Največ je tukaj 5 točk. Pa potem smo porazdelili se že besedišče, kaj je vse treba narediti za 5, 3, 1 in več točk. Skupaj 10 točk. Ne? Torej, ko odpre učenec nalogo, bo videl, da ima kriterij, si ga lahko prebere, predno gre reševati nalogo. Ne? Tako. Ta nalogo sem tudi, ko sem jo ustvarila, dala pod temo sestavki. Aha, takole. In pa dala sem še eno nalogo s kvizom. Tudi se vidi rok, za razliko od prejšnje, kjer je bila naloga sestavki, je ta naloga pod testi. Se pravi, določila sem tam na začetku pri ocenjevanju teste, sestavke, pa projekte se mi zdi. Torej, tu sem pa ustvarila kviz, spet vidim, da sem 3 dodelila in en samo je ocenil. Takole zgleda pa ta kviz, ki ga ustvarite z Google obrazci. Določila sem, da lahko samo enkrat odgovarjate, maila vam tukaj ni treba dodati, lahko pa to določite in potem lahko komot to uporabljate tudi za ocenjevanje. Tako. Zdaj smo si pogledali tele naloge, mogoče bi eno še celo ustvarili, tako da malo vidite. Ustvarimo eno nalogo, tako se vam odpre tale maska, pa ji damo naslov test, pa napišemo navodilo tudi test, pa dodamo mogoče neko datoteko iz računalnika. Danes je lep dan, pa jo naložimo. Potem lahko dodate še kakšen YouTube posnetek ali pa ustvarite dokument. Tako in se vam v Drivu ustvari dokument. Pregled nad Drivom vam bom pa tudi pokazala. Tukaj pa zdaj določite lahko, kaj si lahko te študenti, ki ste jim vi ustvarili dokument, s tem delajo. Lahko si ogledajo datoteko, lahko jo uredijo ali pa ustvarite kopije za vsakega študenta. To je pa meni najbolj všeč. In to možnost, to opcijo sem uporabljala tudi zdaj, ko smo imeli delo nadaljavo in smo se dobili na videokonferenci, ko smo neko snov obdelali in sem želela, da pridobljeno znanje tudi nekako uporabijo, sem vsakemu odprla eno svojo kopijo in oni so prek spletne učilnice dostopali do tega dokumenta in noter pač napisali nek sestavek, dialog, karkoli že. Jaz sem jim pa tudi že med uro lahko se sprehajala po temi sestavki in popravljala, komentirala, dajala priporočila. Tako da so, tudi tako kot zvezke, namesto zvezke, ko smo zapisali, sem jim ustvarila en dokument in so potem oni tam noter pisali. Zdaj, ko se vse to odločite, napišete natančna navodila, odločite, kateri spletni učilnici boste to nalogo dodali ali kar vsem. Če gre za kakšno splošno, lahko date tudi kar vsem, ker tu se vam odprejo vse spletne učilnice, ki jih imate. Potem se tukaj odločite, katerim študentom boste dali. Zdaj bom rekla, Dejanu bom dala, Irena je pa nivo slabša od Dejana, pa bom dala na drugo njej, pa tele Minki bom tudi pustila, pa Zlatki mogoče, unim bom pa eno drugo dala, in potem to odkljukate, ali pa rečete, nič, to bom dala kar vsem študentom. Dala jim bom kategorijo, ki sem jo prej že določila tam na tistih osnovnih nastavitvah, a veste, gor na tistem zobničku, kjer lahko določite ocenjevanje, sem določila, da imam kategorijo teste, projekte in sestavke. In to bo sestavek, točke, lahko se odločim, da bo neocenjeno, ali pa da dam 100 točk, lahko pa točke tukaj tudi spremenim, pa jih dam manj. Rok bom tudi določila,
ker se mi zdi, da je prav, da se držijo nekega reda. Ure ne bom, samo rok. 8. junij smo rekli, ne? Tako. Temo pa ja, temo bom dala pa pod razno, ne, ampak pod webinar naloge bom dala. Vidite, če ste temo prej določili. Če je pa nimate še, jo lahko pa tukaj tudi določite, ustvari temo, ne. Niste se še prej odločili, kam bi tole nalogo točno dali, pa se pač zdaj lahko eno novo ustvarite, ne. Nova tema. In potem še rubrika. To je pa ta rubrika, v bistvu je to ustvarjanje kriterijev. Zdaj, če ste vi že ustvarili eno rubriko, jaz sem jo že prej, jo lahko znova uporabite. Evo jo, za vaš dan sem jaz že ustvarila rubriko. In če mi ta ustreza, jo pač še enkrat uporabimo, ne. Jo izberem, pa jo dam zraven. Lahko jo pa pač na novo ustvarim. Recimo, da jo damo zdaj stran, pa pogledamo, kako bi na novo rubriko ustvarili. Ustvari rubriko takole in se vam tale maska odpre. Naslov kriterija bi bil vsebina. Jaz se zdaj nič bolj pametnega ne spomnim. Opis kriterija in pa potem točke pa naslov stopnje. Vpišete, vsebina mora biti taka, upoštevati vse dane iztočnice in tako naprej. Pol boste pa rekli, ja, bom začela padajoče ali pa naraščajoče, bom začela s 5 točkami. Naslov stopnje bi bil odlično, a ne, ali pa karkoli že, opis, vsebina mora biti zanimiva. Karkoli že. In dodate novo stopnjo. Ta bo pa recimo odvrednotena s 3 točkami, pa bo dobro, pa bo recimo vsebina še ustreza danim iztočnicam, karkoli. In tako lahko zdaj skozi dodajate kriterije, točke, nezadostno. In vpišete in dodate spet kriterije, zdaj bo besedišče in po istem principu potem greste naprej. Lahko dodate kriterijev, kolikor mislite, da je ustrezno in kolikor jih pač potrebujete. Tega zdaj ne bom shranila, ne. Bom mogoče kar uporabila rubriko, ki sem jo že prej ustvarila, malo bolj natančno kot zdaj. Ko vse to naredite, ko vse to določite, potem pa to dodelite. In sicer lahko dodelite kar takoj in bojo učenci kar takoj obveščeni o tem, da jih čaka nova naloga z novimi kriteriji in novim rokom, ali pa rečete, okej, zdaj jih ne bom, želim, da to dobijo šele v ponedeljek, ker imajo zdaj nekaj drugega, in določite datum in bo takrat naloga poslana na njihov mail. Lahko pa shranite osnutek, pa mogoče pol kasneje še kaj dodate. Vse te možnosti imate, a ne? Lahko jo pa tudi kar dodelite. Malo dlje pa res to traja, no, to mogoče, če bi pod minuse dala še to, da vsaka stvar, ki se jo ustvari, rabi svoj čas, da se shrani, a ne? Tako, tole bi vam mogoče še povedala, da je v tem zavihku delo na predavanjih vedno na desni strani tudi možen dostop do mape predavanj v Driveu, kjer se vam shranjujejo vse naloge, vse, kar ste dokumentov ustvarili, nalog odprli, kvizov in vse ostalo, ne. Tako, in tukaj lahko tudi dostopate do koledarja, kar je krasno, da predvsem vidite roke. Za vse spletne učilnice so koledarji, a ne. Mislim, da smo en rok imeli 9.
ne vem, zdaj več napadne. Skratka, tukaj se vam shranjujejo roki noter, tako da lahko dostopate tudi do tega. Mogoče, če sam še na hitro pogledamo, vprašanje, to je zelo enostavno, samo vprašanje napišete, pa je možen kratek odgovor ali več možnosti. Ne? Se pravi, zastavite vprašanje, kako se vam zdi Googlova spletna učilnica, boste verjetno dali kratek odgovor, da bojo lahko napisali, ali pa več možnosti, bi uporabili spletno učilnico, ena možnost bi, druga možnost ne bi. In tako lahko možnosti tudi dodajate. Ne? Na tej strani je pa vse enako. Spletne učilnice, ki jo dodelite študentje, kategorije, roki in tako naprej. Tako, če si vprašanje še pogledamo, pa nalogo s kvizom sem še rekla, ne? Ko izberete med naborom različnih nalog, se vam takoj pokaže, se vam takoj ustvari talele Googlov obrazec. Tako, mislim, da se v te podrobnosti zdaj ne bom spuščala, kako se ustvarja, to veste, lahko imate spet kratek odgovor, odstavek, več možnih izbir in tako naprej. Rešitev lahko dodajate in s tem se pa mogoče danes ne bi zelo natančno ukvarjali. To smo si še kviz zdaj pogledali. Gradivo pa samo nalagate, a ne? Tu pa pol dodajate določeno gradivo za neko, ne vem, obrnjeno učilnico, ko morajo oni video gradivo naložite, ki ga morajo potem oni sami doma predelati in iz tega pol nekaj ustvariti. Krasno je tudi spletna učilnica za sodelovalno delo, torej čist pri normalnem pouku v razredu, da se odločite za en projekt, kjer bo na projektu delalo več učencev in dodate nalogo in seveda po skupinah, kot sem rekla, ustvarite dokumente in v teh dokumentih sodelovalno delajo, recimo, da se pripravljajo na nek projekt, ki ga bojo v razredu v živo predstavljali, ne? In razen gradiva jim lahko potem dodelite noter, s katerimi se bojo pomagali in tako naprej. Torej zelo uporabno, mogoče sam še skokec, kako izgleda to kot učenec. Bom zdaj to osvežila. To sem šla zdaj na drug brskalnik, kjer sem jaz učenka, delo na predavanjih pa izgleda takole. Navodila za uporabo spletne učilnice. Naloga, vaš dan, jaz sem jo že oddala, vidite, meni se tudi pokaže rubrika, ne? Če grem pa noter, no. Je pa pri meni vidno tako, jaz sem že oddala, a ne? Eno nalogo, drugo nalogo, lahko zdaj dodam, ali iz datoteke kak Wordov dokument, ali dokument iz Google Drive, če sem ga ustvarila. In meni kot učencu se takoj pokaže rubrika, vidite, označena je tukaj vsebina, koliko sem dobila za vsebino, 3 točke od 5, a ne? Pa če si hočem vse pogledati, je moje točke so obarvane, ne? Takole, besedišče, sem tudi dobila 3. So pa kriteriji upisani, ne? In seveda, ko oddajate naloge, ko popravljate, to bom tudi pol pokazala, lahko date zasebni komentar in učiteljica mi je napisala, dobro si upravila. Tako pa to izgleda pač iz strani učencev. Dobite obvestilo na dan, na mail in tako potem to učenec vidi. Mogoče samo še, kako popravljate naloge. Ne vem, če je že kdo moje že ocenjeno, a ne, pa bomo vsaj pogledali. 2 prilogi, se že vidi, da je bilo ocenjeno. Takole. Če želite dodati komentar, obarvate besedilo, pa se vam tukaj odpre en plusek, tole umaknite in napišete komentar, ne vem, napačen zapis ali karkoli že. In komentirate, a ne? Tako, če želite
če želite direktno noter dati opombo, a ne, samo malo, greste tu gor, urejanje postanejo predlogi, a ne, in potem tukaj nekaj napišete, pa to ostane kot predlog, a ne, za zeleno, se pravi, tle ima komentar, tle ste dali predlog že zraven, a ne. No, kaj se pa zdaj zgodilo? Takole, in pa potem lahko še tudi oddam komentar, a ne. Tako se pa popravljajo potem naloge. In ko boste popravili, jaz sem zdaj to sama sebi že vrnila, kliknete tu vrni. Zdaj sivo obarvano, zato ker je bilo to v bistvu že vrnjeno. In zdaj ste vi temu učencu popravili nalogo, bi pa želeli seveda še enemu drugemu, pa ni treba se nazaj vračati, ker tukaj kliknete, pa vidite, zdaj bi pa še Zlatki popravila, da vidim, Zlatka pa še ni nič naredila in potem se lahko tudi tukaj naprej pomikamo. Irena je naredila, njej smo vrnili, naprej ni nobenega, nazaj je pa še Dejan, on pa tudi nič, čisto nič naredil. Se pravi, ali tukaj se lahko pomikate, pa naredite lahko po imenu ali po stanju, da delite, ali se pa pomikate tu naprej. Tako, zdaj pa, ker smo že časovno že kar prišli do 20 do 9, vas bom jaz povabila v spletno učilnico. Zadeva je taka, da lahko povabim 100 ljudi in v eno učilnico. In zdaj bi jaz kar povečala pri vseh učilnicah tele kode. Vi si pač kode pripišete. En čas bom počakala, bom zdaj probala tudi tale chat malo odpreti. Kode bom povečala, vi si prepišete in poskusite vstopiti v učilnico. Potem bom pa seveda še druge kode dala. Ko ne bo več šlo, bom dodala druge kode. To ste si očitno verjetno že prepisali, a ne? Pa grem na... No, tukaj sem vam tudi, to sem morda še pozabila povedati, tu, ko imate te črtice, se vam odprejo vse spletne učilnice, ki jih imate, in pa arhivirana predavanja. Arhivirate pa lahko nekatera predavanja, pa jih pol naslednjo leto spet uporabite, samo malo spremenite, a ne? Gremo zdaj na vsa predavanja in naslednjo rundo bom povabila sem noter, sicer tle sem 22 študentov, jih lahko še pride, tako da kar pridite še. Se pravi, greste na Google brskalnik, poiščete tistih 9 pikic, poiščete eno od aplikacij spletna učilnica in kliknete plusek in se pridružite s to kodo. Tako, vidim, da se že lepo polnijo, ja. Zdaj vas pa kar vabim k upravljanju nalog, da bom lahko kakšnega še pol tudi popravila. Rada bi vam še pokazala banko komentarjev, ki si jo lahko nastavite, če želite, a ne. Ker greste po vrsti. Ja, pozdravljeni, gospa Ana. Lepo vas je videti. Tako, zdaj sem jaz komentirala, ne. In se mi je pokazalo, da je bil tok posodobljen, ker se je nekaj novega dogajalo, ne, na delu na predavanjih, lahko tudi poskusite rešiti, kako dobro poznate založbo Rok v sklet, tale test. No, zdaj dodeljenih že 86.
Samo da jaz pogledam v chatu, če ste vsi uspeli priti v to učilnico, če ne bom odprla pač drugo, a ne? Mene ne sprejme, zakaj javlja, da koda ni pravilna. Ja, zato, ker je treba dati verjetno drugo kodo, ker je preveč jih že noter. Bom takoj dala drugo kodo, evo. Tale je zdaj polna, ja, to je, zato vam javlja. Zdaj pa probajte s tole kodo. Ko vam spet ne bo javljal, bom jaz prišla vam v chat pogledat. Pa jaz imam odprtih 5 učilnic, torej za 500 slušateljev. Morali bi vsi priti, so pa kopije enake in v vseh enake naloge noter objavljene. Bom jaz to kopirala pa v chat tudi nalepila, se mi zdi še tudi v redu. Tako. Potem Dejan mi pomagaš, hvala lepa, ja, bo tako lažje z linkom tam, potem bom odprla še naslednjo. Tu je zdaj samo 9 študentov, pa bom vseeno še eno kodo. Zdaj imate v chatu kode, pa lahko pridete, pa poskušate delati naloge, a ne? Jaz bom pa malo bolj vas sproti kontrolirala. Je, nove so, vsak lahko pride v kakšno, ni več prostora. To ne razumem zakaj, ker jih imam. Googlov račun morate imeti, a ne? Googlov račun morate imeti. Zdaj bom dala, vse imate kode v chatu. Tle jih je 97, tle jih je samo 18, torej tu bi še morali iti noter, a ne? Še eno bom dala. V eno gotovo uspete se vpisati, pa malo probati, kako izgleda delo. Tako, 100 okvir predavateljice lahko z miško premakneš. Mene ne sprejme gospa Vesna, poskuste z novo kodo. Tu je Dejan dal povezavo na Google spletno učilnico. Morate imeti vsi Google račun, če ne vam koda ne bo sprejel. Mora biti, ja, absolutno mora biti Gmail. Morate imeti Googlov račun, to pomeni Gmail, drugače ne gre, a ne? Chat se premika, lejte, bom jaz probala še eno dati, v to spletno učilnico še ni dovolj. Bom projicirala jih. Meni je žal malo kompliciranje, pa zato, ker pač v eno učilnico lahko sprejmete največ 100 učencev. In če se zapolni, več ne gre. In če nimate Googlovega računa, se pravi Gmail računa, tudi ne morete v to spletno učilnico. S tem, da če ga imate, pa vas ne sprejme, je možno to, da niste prijavljeni, a ne? Če niste prijavljeni, potem tudi ne bo šlo, a ne? Morate biti prijavljeni, ne? Čakajte, bom samo še, mora biti Gmail, ja. Pa lahko pokažete, kako in kje začneš in če postopek lahko se vpišeš. Ja, takoj bom pokazala. Torej, vi greste na Google, a ne, in se morate vpisati. Vidite, jaz sem zdaj vpisana, a ne, z tem naslovom, a ne. Ta je šolski, ta je pa moj. In potem kliknete na tele pikice in poiščete spletno učilnico. Nekje je med temi Googlovimi aplikacijami tudi spletna učilnica. Kliknete in s pluskom, tako kot sem prej pokazala, se pridružite predavanju. In zdaj tukaj vpišete kodo predavanja. Učilnic je več, zato ker lahko v eno učilnico povabim največ 100 učencev. Zdaj bom šla jaz pogledati na moje predavanja, kako vam je uspelo. Tu jih imam 98, tu jih imam 28, tu jih imam 23, v redu, vi kar delate. Še to bom dala, ko še ni nobenega. Še to kodo in jo bom tudi kopirala pa dala v chat. Vi pa med tem, lahko se tudi probate vpisati.
Jo bom še v chat nalepila. Takole. Če imate še kakršnekoli težave, povejte. Gospa Vesna, ste prijavljeni? Ja, imate svoje učilnice? Ja, v redu. Tako, zdaj bomo pa malo pogledali še, kako izgleda na predavanjih, oziroma v učilnicah 28, 99, 30. Zdaj pa mislim, da ste lepo razdeljeni še in da se lahko vsi vpišete noter. Bom pogledala zdaj, kako je v tej učilnici, če so že vse naredili. Ja, me veseli. Zelo je uporabna, kot rečeno, ne samo za učenje in poučevanje na daljavo, temveč tudi čisto tako. Učenci imajo zelo radi, če jim noter kakšno razlago obesim, tako posnetek razlage, spletne vaje. Pozdravljeni. Poskusite se v kvizu, koliko veste o Rokusu. Če je kdo kakšno že spisal, dodal sestavek, ga lahko skupaj popravimo. Oddalo jih je 7, ja. Tako. No, Mojca, da vidim, koliko ti dobro gre dan opisati. Koliko bomo tebe ocenili danes. I had an interesting day, ja. Hvala za predavanje in lep večer še naprej. Pa recimo, da bom ti tukaj dala komentar. Da se bom malo omaknila, pa bom napisala hvala, enako tudi tebi. In bom komentirala tako. Pol bi pa mogoče še nekaj tukaj dodala, pa bom tu zbrala med 3 opcijami urejanje postanejo predlogi, pa bom nekaj napisala, vidite, kar nekaj. In se to zeleno obarva. Tle je komentar, tle se je pa zeleno obarva. In vedno morate pa pač klikniti na tole puščico, da se to premakne naprej. A ne? Pol bom dala Mojci za vsebino kar vse točke, ker je bila pridna, pa še za besedišče tudi vse. Vidite, in se prvi tale obarva. A ne? Če bi dala pa 2, bi se pa ta obarval in hkrati bi se tudi točke spremenile. Glejte, a ne? Lahko tudi tako se gremo. Rubrika je 10 od 10, ocena je 10 od 10, ker je dobila vse, pa rečem še in napišem še komentar, odlično si opravila. In ona bo dobila komentar, to učencem veliko pomeni, se sami veste, ne? Zdaj tukaj imamo pa spodaj, to se pravi, to je ocena in naši kriteriji, spodaj imamo pa še en tak znakec, to je pa banka komentarjev. Pomeni, da vi lahko dodate komentarje, ki velikokrat jih uporabljate. Ne? Recimo manjka vejica ali pa karkoli že in dodate. Vidite, tle je z banko komentarjev. Ne? In zdaj, ko bom jaz njej tu dala komentar, I had an interesting day, tu kljukic, puščico, in želim dodati ta komentar iz moje banke, moram stisniti tole lojtrico, da se mi odpre nabor mojih vnaprej ustvarjenih komentarjih. Pa rečem, napačno si zapisala, ne? In pol komentiram. Sprav tudi to imate možnost, da si olajšate delo, to je verjetno dobro za slaviste, da si ustvarite svojo banko komentarjev, ne? Tako. Cel seznam, potem pa sam pobarvate besedilo, kliknite lojtrico in se vam komentarji odprejo. In ko vse lepo popravite, določite ocene, a ne, napišete zasebni komentar, potem to učencu vrnete. Lahko se odločite, pa tudi, da vrnete več nalog, ne, ste jih že prej popravili, pa se odkljukate, pa vsem naenkrat vrnete nalogo. Jaz bom zdaj samo Mojci vrnila, tako. Mojca Hojski, ji vrnem nalogo, dobila 10 od 10 točk, tako. In ker sem že glih v tem razpoloženju za popravljanje, grem kar naprej. Anica, Andreja še ni nič oddala, Irena tudi ne, grem nazaj pogledati. Aha, zdaj bom pa kar seznam odprla, da vidim, takoj vidim, kdo je oddal, komu je bilo dodeljeno, ne? In potem lahko tudi tole odprem.
Da je bilo oddano, ampak ni bilo nič narejeno. Neznan uporabnik. Tako, to je, kar se tiče tega popravljanja. Mislim, da vse, ne? Tako, in zdaj, če vi nalogo odprete, jih imate tako lepo vse na kupu. In jim potem lahko tudi, ker tukaj ocene spreminjate, ne? Recimo, da bi želeli, da nima 10, ampak da ima samo 5 od 10, lahko tudi tole shranjujete. In jih tako lepo Mojca bo dobila 10. Tako je bila zelo fajn napisala. Tako. In potem se to lahko tukaj tudi ocenjuje. In spreminjate lahko po kriterijih tudi. Če ste pozabili točno, kakšna so bila navodila, lahko tukaj še enkrat pač pogledate, a ne? Tako, ker je ura 20:57, se bom jaz vrnila na chat in oziroma se vam bom zahvalila za vašo pozornost, za to, da ste prišli in odprla mogoče teh par minut še, če imate kakršnokoli vprašanje, ki vam bi jih lahko jaz odgovorila. Imamo še 3 minute, če koga kaj zanima, kar izvolite. Ja, to je pa res, nekateri so pisali pod komentar, bi takoj tole pokazala, to so moji učenci na začetku tudi delali, bom takoj pokazala. Ko vi oddate nalogo, ne, ko vi delate nalogo, recimo tale vaš dan, zdaj moram seveda kot učenec pokazati, imam tudi to odprto. Evo, jaz sem dobila nalogo vaš dan, a ne, jaz sem jo sicer naredila že, prikaži nalogo, takole, in zdaj vi ne pišete pod komentar, vi morate odpreti nalogo, a ne, pardon, odpreti nalogo, vaš dan, ne tu spodaj pod komentarje, ne, to ni v redu, to so mi učenci delali, ampak odprete nalogo, prikaži nalogo in potem morate, če vam je bil dodan kakršenkoli dokument, recimo to ni v redu, ne, ampak mogoče se niste želeli s tem ukvarjati, morate klikniti tu, dodate ali ustvarite dokument, ali ste to v Wordu pisali, pa boste datoteko dodali, ali boste odprli kakšen Googlov dokument, pa tam noter pisali. Zato sem pa potem sama se odločila, da učencem odprem dokumente, da lahko potem oni tam noter pišejo, da imajo že vse pripravljeno, kar so se pač zmerili. Tudi priporočam, da učencem, tako kot sem jaz naredila podrazno, date navodilo za uporabo noter na začetku. Jaz sem jim posnela en tak kratek video mojim šestrčkom, da si lahko kadarkoli jih zmede, to zmeri na novo pogledajo, ne. Kako se učenec odjavi? Nič, samo zapre učilnico. Kako učenec odda dokument, sem prej pisala v Word, pa nisem vedela, kako oddati. Zdaj sem pa pokazala, kako odda z mojega vidika učenca, ne. Ja, hvala lepa. Če boste imeli še kako vprašanje, mi lahko pišete, bom z veseljem. Pa na koncu so me opozorili na Rokusu, da vas moram prositi, da izpolnite eno kratko anketo o zadovoljstvu, tako da vam se že vnaprej zelo lepo zahvaljujem za tistih par minut, ki ga boste posvetili anketi. Vabim vas pa hkrati tudi že na naslednji webinar. Hvala vam za pozornost, hvala, da ste bili z mano in veliko uspeha pri delu v spletno učilnico Google. Nasvidenje.